tukaj in zdaj. Kako dolgo traja? Zanimivo vprašanje. Kako dolgo traja? Toliko dolgo, kolikor hočemo. Okay? Koliko smo sposobni vztrajati v trenutku. Ker ni preprosto, hitro odletimo. Tako da verjamem pa, oziroma to zdaj že čutim, da se da čas razširiti. Šla pa ful hitro grem mimo, ne. Je čisto odvisno. In dejansko se da v istem času narediti ogromno stvari, čisto zavestno, pozorno, lahko pa v tem istem nekem razdobju časa, pač, ker ga zapravljamo, zono, kaj bo, kaj ono, analiziramo, primerjamo, ne kaj vse, pač izgubljamo čas, ne. Ja, res je. Tako da. Ampak to je tisto zavedanje, a ni? Zavedanje, ja, na koncu Tako, bo itak ja, prišla do tako. zavedanja, koliko zaznavamo, zavedamo se, koliko čutimo, ker informacije tako zdaj že preveč, informacij z vseh strani, z vseh, skozi, prav bombardiranje informacije, to je ta tretja svetovna vojna, prav, bombardiranje, mi se bomo sami s sabo, razumeš, skregali, pa si povzročali bolezni, pa se poškodovali, ne rabiš niti več fizično nekega napada, ne. Ampak mogoče kot nekdo, ki se ukvarja s tem, me zanima na tem mestu, imam vprašanje, kako sploh lahko živimo v današnjem času, ko je tempo tako hiter, v zavedanju? Ja, to je delo. To je delo, To je okej. delo in ves čas regulacija, učenje, pa stik z naravo, če izgubiš stik z naravo, jaz bi rekel, da več ne živiš, ampak samo še preživljaš, ne, iz delovne naloge na delovni nalog, ono, iz ene aktivnosti v drugo, iz enega hitenja v drugega, ful je zdaj popularno, v gužvi sem, mudi se, to še imam, ono, ne sfolgam, ampak to si mi govorimo. Ja. Jaz se zdaj učim, okej, vse je okej, dovolj časa imamo za vse, to 1 uro bomo izkoristili maksimalno, jo bomo razširili, bomo dali čim več ljudem, pa tudi sebi. In, da ne delam sam sebi gužve. Ne. Ker mi sam sebi delamo gužvo, Res je. Je pa dejansko ful vsega in je težje, ne, pač težje. Ampak tudi mogoče jaz sama po sebi, recimo, da mene dam zdaj tu v ospredje, recimo, da sem nekje v koloni, Ja, v avtu. ja. Jaz delam dihalne tehnike. Jaz se sproščam noter in opazujem ljudi, koliko so nervozni okrog mene, jaz mislim tako na easy, tako čisto, se mi zdi, da doživljam bolj tisto gnečo, ke pa ostali okrog mene. Jaz tudi, če največ diham v avtu. Čeprav, povsod, ke se to učiš, povsod pišejo, ne delaj tega v avtu, Res, tega pa nisem Ja, zasledila, ne. mislim, če delaš te intenzivne hiperventilacije, pač sploh, lahko te tudi manjka, ne. Ampak na koncu pa vsi delamo v avtu, zato ker imamo tam čas, pa je gužva, pa kaj boš drugega. Pač imaš cajt, ne, drugače, ker nimaš druge, pač tam si ujet v zastoju, kaj boš drugega. A se sekiraš, pa spet filaš neke informacije, lahko pa se povežeš s sabo, pa nekaj narediš za sebe. Pa čas tudi hitreje mine, ne. Ja. Tako da, ja. Zanimivo, ja, koliko je tega dela na sebi, ke ga moramo še ozavestiti. Se mi zdi, da res, glede na to, kako živimo v tem hitrem tempu, da če si enostavno, da se ne odrežeš, da si vzameš tisti čas za sebe. Ne vem, Ali da pa bi ga si ga lahko najdeš tudi znotraj tempa, da ti ni zato, ke mi zdaj tukaj snemamo, pa pa ta dva skozi nekaj tam, pa to še malo kot, pa tam zaslonka, pa to, da tudi tu najdeš neki smisel, da ni samo ono stres, pa zdaj to delo, ampak rečeš: "Fajn je, nekaj bomo posneli, nekaj bomo naredili." To je tudi delo, in lahko to prisotno narediš in ti je, ne vem, tudi to meditacija. Okej. Da ne ločuješ, posebej meditacija, posebej delo. Da je to združeno in to je to. Okej. Okej. No, ali partnerja izberemo ali ga dobimo? Jaz sem ga zavohal. Tako da to je po moje bolj, ta neki nezaveden del, ke ga zaznaš, zavohaš, vidiš, da si kompatibilen, podzavestno, zavestno pa pride potem do, izzivov. In partnerstvo je delo. To je delo, to je ves čas delo. In lahko se izboljšuje, iz leta v leto je boljše, lahko pa pač iz leta v leto začne pešati. Eni imajo svoje teorije, po 6 mesecih to vse izgine, lahko je pa po 5 letih po 5, 6, 7 letih šele ono, ko rečeš: zdaj sva pa končno, nekaj naredila." Ja, ja. Ampak je delo, obojestransko. Ja. Obojestransko delo, učenje, delo,
pa dosti izražanja vsega, to je to je težka tema, partnerski odnosi pa. Definitivno. Ampak je pa zelo pomembna, ker to pa potem, če se to pol nekako naredi tako, kot treba, pa pri tem, pride na svet nekaj lepega, narejenega, brez mogoče kakih starih vzorcev, pa potem kreiramo nov svet, tako da Definitivno. se splača. Se pravi, je to naša svobodna, mislim, imamo neko svobodo pri tem odločanju. Niso to neki, vzorci, ki jih vlečemo iz preteklosti, pač pa, Sigurno so, ja? sigurno so, zdaj pa vedno si lahko izbereš lažjo pot, a pa težjo pot. Jaz sem mogoče v življenju večkrat zbiral bližnjice, ampak to pomeni, da imaš slab temelj, slabe korenine in hitro lahko potem padeš, če pride kako neurje. In vedno dobiš istega partnerja. Pa Če tako pogledaš nazaj, za temi vzorci, ne, mislim, če delaš na sebi, se spreminjaš in se tudi vse okrog tebe spreminja. Če si pa pač skozi vzorcev, bo pa skozi isto. dokler se ne naučiš te Odvisno, lekcije. kdaj to zavestaš, pa Ja. kdaj to, v koliko času to reprogramiraš, ker prvo je ono, zavedaš se, to delam narobe, neko reakcijo, pol ti to zavestaš, pa moraš ponavljati in pol reče telo, zdaj pa to sem. Ja. Kakor tudi Joe Dispenza govori, pa vsi te, ne, ponavljati, reprogramirati se v teta stanju, ali pa vsaj, ne vem, v alfi, ali pa pač v nekem normalnih možganskih valovih, se da pol skreirati novo osebnost, ne, dejansko, in novo življenje na vse. Eno je, kaj mi mislimo o sebi, drugo je pa, kaj dejansko mi smo, pa kaj je v našem telesu zakopano od vseh preteklih generacij, pa od vsega načina življenja, ki smo ga do zdaj živeli. In zdaj, saj pravim, ene stvari pridejo hitro na površje, ko si rekla, dobiš partnerja, takoj ti daš to, ves čas ti meče, ti prideš domov cel vesel, kaj sem danes naredil. Takole te je pritisnila, gotovo, in pol vidiš, ne, prideš domov, ni zdaj konc, pa jaz sem malo legel, pa bo vse, ne, pol se začneš na delo, ne. Tako da, jaz so okej, ti niso okej. Jaz vsaj s svoje strani, jaz sem rekel, jaz ne bom nobenega spreminjal, jaz bom samo delal na sebi. Zdaj pa, a ostane, ali pride, ali gre, to več ni na meni. Jaz bom samo delal na sebi, pa še več, pa že popizdiš, pa rečeš, a veš, ono, okej, nazaj v sebe, še delati in dejansko vidiš, se ful zamenja tudi okrog tebe. Samo pač treba prevzeti odgovornost in ni lahko in to je, saj veš, prvo nekje rana je, pa ti ne zaznaš, pol pa, ke pride ven, to boli, to je težko, to je ono, In pol se niso to lepe odstrašijo, stvari, ja. to niso lepe stvari, ampak vseeno so. In pol vidiš, tema, rane, vse to, ampak po drugi strani pa začneš ceniti svetlobo, pa ljubezen, pa lepe stvari. In pol to začneš drugače doživljati, drugače se začneš izražati in pol začneš živeti, Okej. Se pravi, je partner naše ogledalo. Pa sigurno je, ja, sigurno je. Ker pač ogromno časa z njim preživimo, tako da sigurno, saj pa s tem, da spet pač eni partnerji nam povedo ogromno, nekateri pa pač marsikaj požrejo, pa a veš, ono, okej, pa ne boš tega ozavestil v tem življenju, pa bo mogel mogoče tvoj otrok ali pa kdo drug. A to je tudi mogoče odvisno, na kateri stopnji zavedanja si? Spet, zdaj stopnja, a veš, ono, prva, druga, kaj jaz vem, a veš. Ja, ne vem. Ja, ampak ja, zavedanje, saj pravim, jaz ves čas tudi, a veš, niham v zavedanju, a veš, če ful delam na sebi, a veš, da pazim, a veš, res, kaj jem, kaj pijem, kako diham, s kom se družim, kaj govorim, a veš, vse je, ne. A sem dosti v stiku z naravo, a delam z zemljo, a veš, a se umažem. To je vse, a veš, stopnja zavedanja se mi recimo odpre, poveča. Veš, pol sem pa preveč v mestu, pa v gužvi, pa v nekih trgovinah, pa kar nekaj, a veš, Padeš. pa padeš, ne, tako da to se ves čas širi, oži. To je taka živa stvar, ne. Pa zavedanje se mi zdi taka inteligenca, da ni tu več stopenj, to je ono, lahko je neskončno, lahko ga sploh ni. Če boš ti iskal nekje pri drugih, to so samo tvoje Ampak pomanjkljivosti. jaz mislim, da danes živimo v času, ko si partnerja iščemo tudi prek interneta. Ja. In
In ocenjujemo ljudi kot objekt. A, Pritegne tudi take Ja. partnerje v življenje. delo na sebi, pa da mogoče da najdeš partnerja na področju, ke tudi tebi všeč, ne da ti iščeš čisto v nekih drugih sferah, pač iščeš. Ne, na koncu se vrneš po moje vse k sebi. Odnos do sebe, odnos do zemlje, pol pa še pride partner in skupaj negujeta zemljo. Super. Zdraviš sebe, zdraviš zemljo, jemlješ energijo iz neba. Ke enkrat razumeš, kako pač to deluje, da je to vse Definitivno, povezano, a veš, in definitivno. rastline, in živali, in mi, in zemlja, a veš, in vesolje znotraj nas, in vesolje zunaj, to je vse povezano, to vse deluje. Vse ostalo se mi zdi samo ono, a veš, ono analiziranje, primerjanje, šum. Razumem, ja. Saj je šov na neki način, Ja. ker, nekdo, ke dela na sebi, tudi, čuti tisto ljubezen, ke jo išče v drugih, v sebi. Ne potrebuje več nikogar zraven sebe, da bi ga osrečil, da bi bil miren, da bi imel varnost, ker to že ima znotraj sebe. To je najlepše, da sta Ja. oba v centru in se samo dopolnjujeta, ampak oba stojita ločena za sebe, to je najboljše. Večkrat se pa upirata, a veš, večkrat je to upiranje drug na drugega, a veš, jaz ne morem brez tebe, jaz ne morem brez tebe. In je pol pa težko. Če sta pa vsak v svojem centru, a veš, vsak dela to, ke dejansko, a veš, tu noter, širi, je pa pol preplet, pol pa nastane močna energija in pol nastane kreacija. Veš, tudi, a veš, pol za močnimi moški, a veš, stojijo tudi, a veš, ženske, ke dajo močno podporo in to se pol, a veš, zgodijo. Imperiji, cesarstva in vse, ne. Če pa ni Ampak- tega, je pa težko. Pa pač enostavno ni tako močne energije. Ne, ke najboljše, ke se združita moški pa ženska, to je res, to je energija, ne. Ženske nam date energijo in kolikorkoli, a veš, ste težke, bomo včasih itak rekli, bože, a veš, ono, ampak nam date energijo in, zmoremo več. Tako da zanetite vojno, ampak, a veš, tudi vojna marsikaj pol spremeni, ampak je energija, ne. Veš, drugače pa ne bi bilo nič, bi pa samo mi tam ležali v senci pa se nam ne bi dalo nič, ne. Tako pa, Res bi bilo tako. ja. Brez žensk na svetu. Ja, ja, ne bi bilo nič. Ne bi, ne? More biti. Dva pola, Dva yin pola. yang, vse, tema, svetloba. Svetloba, tema, sorry. Se pravi, potemtakem, če lahko sklepam, tudi ta energija, ke jo dobivaš, okej, Ja. ne bi bila 100-procentna, če ne bi imel v sebi še te ženske energije. Energija je, se pravi, v nas, v tebi, v zemlji. Skupaj lahko okrepiva, lahko mi jo pa tudi vzameš. A veš, lahko mi črpaš energijo, lahko mi jo pa daš. Ja. Ne, če Ampak sem jaz govorimo- recimo v centru, pa si ti iz centra, ti bom jaz mogel dajati, ke bom še tebe mogel držati, a veš. Če boš ti sama stala, jaz sam stojim, se okrepiva to za svet, pa lahko, ne vem, pomagamo drugim, ne. Je pa res, da nihamo, včasih bom jaz imel manj energije, a veš, pa boš ti malo dala, včasih boš ti imela manj, a veš, to je pa ta izmenjava, ker je čisto normalno, da teče. Tako da, ampak sigurno, pač ženske svojo energijo, nam date energijo, hvala, ke nam jo date. Skrbite za sebe čim bolj, ke res skrbite za sebe, več energije nam lahko date, več potem mi tudi imamo energije, več mi lahko delamo, več lahko ustvarjamo, mi zgradimo strukturo. Vi pridete not, dodate energijo, a veš, rožice, to izgleda lepo, privlači druge ljudi. Imamo svojo državo, smo zmagali, to je to, To je super, ja. a veš. Kaj pa ostali, ke se tega ne zavedajo? Recimo Damo moški. se več videli. Ja? Damo se več videli, ne vem, ampak to se mi zdi dejansko, da gremo v to smer, da se bo, da bo šlo narazen. Jaz že, ne vem, ene 5-6 let nazaj sem šel v to Italijo, v neke tam templje, neko ljudstvo, da not živi, in je že not upodobljeno, kao vojska sivine, vojska svetlobe. A veš, je zdaj že ta borba, ne, dandanes, ne, se dogaja, a veš, vojska pa sivine, pravila, itd., itd., ful nekih informacij, vodi jih samo en, pol pa vojska svetlobe, pa ples, ustvarjanje, glasba, a veš. Ženska energija, ja. Pa tudi moška, ampak, a veš, kreativna energija, a veš, ono, Kreativno. svetloba, barve, zemlja, a veš, ono, in to je to, ne, in a veš, na eni strani se boriš z nasmehom, z ljubeznijo, s plesom, s kreacijo, delaš, usmerjaš, ono pa pravila, 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 strah, 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 veš, strah, ljubezen, to je zdaj to, ne. In jaz mislim, da ne bo zdaj to prišlo, da se udari, ampak dejansko ne bomo se več zaznavali, a veš. Jaz bom, če bom res delal na sebi, bom zaznaval, a veš, svetlobo in bom privlačil svetlobo in bo svetloba okrog mene. Strah bo pač šel in bomo sočasno obstajali.
Eni pač pravijo, da se dejansko več ne bomo videli, ker bomo vibrirali na drugi vibraciji in ne boš mogel ga videti. Zanimivo. Ne vem, glej, pač saj pravim, ampak meni se zdi smiselno po svoje, zakaj pa ne, a veš. Ne obračam se več sploh, to je trening, ne. Trening, da več ne sledim strahu, ampak sledim svetlobo, ljubezen, povezovanje, pomoč, a veš. To, daj mi to prosim pomagaj, jaz bom tebi to pomagal, lahko to primaš, dajva skupaj, dajva to skupaj prijeti, a veš, prestaviti, ne pa samo strah, če ne boš to, dobiš to, če ne boš to, a veš, to ono krči, a veš, to pa čutim, da se odpira. In to je to, to je to. Zdaj pa sam odločitev, kam greš. Kako sploh pride do tega zavedanja? A kako sem jaz prišel, ali kako pride? Daj povej mogoče, kako si ti prišel do tega zavedanja, da vidimo. Tudi mrzla voda mi je pomagala, čeprav zdaj vidim, da je mrzla voda bolj kot ne neki analgetik, a veš, to ti sam nabije vse možne hormone in se ti bolj počutiš. Zato, ker dejansko telo boli, a veš. Tudi poješ ful pekoče, a veš, telo boli, a veš, pa se izločijo endorfini, da to bolečino, a veš, malo ustavijo, čeprav recimo pekoče je good, ne. Ne vem, mrzla voda je vseeno okej. Recimo alkohol, ne, pa tudi povzroči bolečino v telesu, zato ker ti ubijaš in dobre in slabe celice s tem. To sem zdaj z enim terapevtom odprl, zadnjo leto delava in dejansko ful se učiva, ful delava in je prav, a veš, ker ti ne moreš sam, da pač prideš do nekoga, a veš, pa rečeš: "Glej, ne morem, a veš, izgubljen sem, ne vem več, kje sem," a veš. In to je včasih v teh vaških načinih delovalo, si prišel do vaškega šamana, do vaškega vrača, je on rekel: "Okej, izgubil si se, ni problema, bomo zvečer zakurili ogenj, bomo naredili ples okrog ognja in te bomo spet spomnili, kdo si." Današnji sistem pa deluje na kaznovanju. Ti si to naredil narobe, to si naredil narobe, to si naredil, zdaj te bomo mi kaznovali, zaprli, izolirali. Jaz mislim, da je za moške še težje. In je jeba, ja. Ja, mogoče ženske več Ja. borite se. Ja. Ja, mi pa moški bom jaz kao sam, a veš, ne rabim pomoči, bom sam, a rabimo mi tudi pomoč drug drugega, a veš. No, saj to me zanima, ker na te delavnice tvoje prihajajo večinoma moški. Vse sorte, mogoče na dihanja pa to pride več žensk, Okej. kar se pa tiče mogoče mrzle vode, pa malo bolj teh moških stvari, pa pride mogoče več moških, ja. Ja. Tako In da. to mi je fascinantno, Ja. koliko enega zavedanja je že v moških. Ja, veš da, veš da. In moški drugače delujejo, pač ženske dosti s pogovorom, z izražanjem. Mi smo pa bolj na način, če hočemo biti moški, tu smo, zdaj bomo pa mi prijeli pa nekaj naredili. A veš, ti nasekaš drva, ti to bova midva zdaj prestavila, zakurva, a veš. Skozi delo mi potem pridemo do opolnomočenja, a veš, naredimo, zgradimo, primemo, prežagamo, nasekamo, to je to. Ni dosti pogovarjanja pa tega, a veš, pa nekega izražanja emocij. Naredimo in skozi delo, a veš, in skozi mogoče nekako drugačno izražanje, pridemo spet v stik, s sabo, kdo smo. Ampak prav je, da se moški združujemo, da se povezujemo, ker preveč je ono vsak za sebe. Veš, kaj naredi, a veš, en moški, če je že v centru, lahko ful naredi, če se pa nas več poveže, pa a veš, pa dejansko mi lahko zgradimo celo vas, a veš. Sam pa ne moreš, ne moreš sam. Tako da, Ja. to je to, jaz v sebi povabil moške, dajmo se povezati, dajmo se združiti, delajmo na sebi, nič ni to narobe. A veš, če želimo ohraniti našo civilizacijo, našo Slovenijo, ker prihajajo tokovi, ko so ljudje dosti bolj povezani, ko so moški dosti bolj povezani in pač nas več ne bo. To je pa tudi na vas ženskah, da ste odprte, da nas sprejemate, da, a veš, nimate samo enega otroka, mogoče 2, 3, 4, da mi ohranjamo raso. Razumem, ja. Ja, Ampak, da se povezujemo, kreiramo, a veš, da ohranjamo rod. Ja. Je pomembna to stvar. ampak ta yin-yang, ne, Ja. ta energija, kje misliš, da je ti problem? Zdaj, trenutno, v tem času. Zakaj do tega pride? Zakaj Izziv, glede česa? Glede povezovanja. V samem kontekstu se mi zdi, da smo Moških ali moških in žensk ali? bom ti povedala, se pravi, ženske Ajde. smo bolj dovzetne za energije. Ja, možno, ja. In smo malo bolj naprej v nekem kontekstu, če lahko to rečem. In v Ja. moških se je komaj zdaj začelo to prebujanje. In mene zanima, zakaj je do tega prišlo. Ali so ženske to spodbudile, ali je to naravno prišlo, pač, ker živimo v takem času, da je tega ogromno teh informacij, pa se mogoče začeli zavedati, da bi pa bilo pametno nekaj na tem narediti. Če gledam, mati zemlja je tudi ženska. Pa ženske, a veš, date rojstvo novemu otroku, tako da sigurno je nekaj na vas ženskah. Da imate malo več tega zavedanja ko mi, ne.
ker mi smo vsem lovci, a veš, ne vem, nabiralci, ne vem, gradimo, vi pa dajete rojstven. Sigurno imate, po moje, že zaradi evolucije malo več zavedanja. Ampak mi pa prehajamo, to je to. Mi pa prehajamo, da damo oporo in da gradimo in da držimo stebre. Pa bomo pa skupaj zgradili. In to je to in vse se dogaja, vse super, vse, samo vztrajati, dokler, a veš, pa še vztrajati, pa reči: "Ne, to je brez veze, daj gremo raje", a veš, pa spet vztrajaš, ne vztrajaš, to in se kar družimo in ratamo sila, moč in pol dejansko imamo moški moč in ve, ke imamo mi, ke smo mi v moči, se ve počutite varne, a veš, in pol ve lahko kreirate nov rod, ne. Mi pa bomo ta rod podprli, zaščitili, a veš, da bo varen, da se pol lahko to širi. Veš, kaj opažam, da je tukaj drug problem? Da so se malo vloge menjale v današnjem času. Ful, ja, adijo je, kar Ampak samo da povzamem, si rekel, ta moč, ke je v moških, ke je ne morejo izraziti na pravilen način, je tudi recimo agresija. Agresija. Pol dajanje, posvečanje pozornosti, prekomerni telesni vadbi. Ja. Kako bi zdaj lahko nekomu, ke posluša to, svetoval, kako lahko energijo preusmeri v sebe? Dobro si omenila, zadnje čase so res, je zelo ohlapno to moški, ženska, kdo sem, kateri spol sem. A veš, to se dejansko se vidi, da mogoče smo v takem udobju živimo, ne, da dejansko ljudje se sprašujejo, kdo sem. V naravi je moški, ženska, to je to. To je to. Ni, bom jaz malo to, a veš, to pomeni orenk, da je orenk zašel s poti, da si ti čisto v nekih, da si čisto neprizemljen. Si ti prizemljen, ti veš, jaz sem moški, ti si ženska, skupaj kreirava, ustvarjava nekaj novega, lepega. Vsak dela nekaj in to funkcionira vse ono, ke oni inštrument lep, a veš, ono, to funkcionira. Vmes pa pride pač do teh, prepihov, ja, tako da, kaj sva rekla, kako moški pol dejansko, pravilno usmerja, ja. Če moški ni v moški energiji, pač mora ženska včasih prevzeti. Ful je tega zdaj, ne. Ženska prevzame moško energijo. In kaj se potem zgodi? In to je težko. To je težko, a veš, v partnerstvu, če je moški mora večkrat zavzeti žensko energijo, pa ženska moško, pride do konflikta. A imaš kakšen primer, ke ga lahko opišeš? Ni okej, ni okej. Kakšen primer? Ne vem, moški je dober, ne vem, v orientaciji, ne vem, pri pripravi ognja, ne vem, pri takih tehničnih opravilih je dober moški. Recimo, če te stvari prevzame ženska, moški pa tu sledi, pride do, a veš, mogoče ne takoj do tega zunanjega konflikta, ampak pride do nekega notranjega konflikta in vidiš, nekako čutiš, da ni to, ne, a veš, da nekaj ne štima. Tako da večkrat so te, vloge zamenjane. Ogromno je tega. Ampak to je na nas moških spet, da smo moški. Če ne bomo moški, bo pač ženska moški, nimaš kaj, ne. Okej, pa recimo, da se ta moški potem zaveda, da je to energijo dal ženski, kaj lahko stori v tem primeru? Najprej prepoznavanje, zdaj sem jaz prevzel žensko energijo, zato da sem jaz trenutno njo kao a veš, zadovoljil, ke se ona ne zaveda, da je v moški energiji, ampak pač, ke nima druge, je ona v moški. Ampak če si ti v moški energiji, to tudi ne boš širila naprej, a veš, problemi s hormoni, svašta potem, pride do tega, ne. Celo telo deluje napačno, ker dobiva napačne informacije, jaz sem moški, ti si ženska, jaz sem moški, kaj, on pol ne ve in hormonska neravnovesja, zamujanje menstrualnih ciklov, ful je, a veš. Tudi žensko povezano to. Povezano je to vse, a veš. Tako da najprej zaznavanje, zdaj sem jaz v ženski energiji, zato da njej ugodim. A to meni jaz to čutim, da to meni ne godi. Je pač treba jasno postaviti stop, a veš, tega ne bom delal, jaz bom delal to, upam, da razumeš. Jaz bom pač v tej hiši bom jaz delal moška opravila, pa spet, kaj so moška opravila, jaz to ti skuham, ji pospravim, ji obrišem, marsikaj ni problema, sploh nobenega problema. Ampak vseeno ene zadeve pa so moške, ene pa ženske. Okej. Ne. Saj to se zazna, to se začuti in, to zaznavati, potem pa to začeti spreminjati. In to je spet proces, terja čas,
Ampak če to potem uravnovesiš, uravnovesiš ti svoje hormone, uravnovesim jaz svoje hormone, midva se združiva in nastane spet nekaj lepega. Ja, Drugače kako pa bi naj je, izgledalo partnerstvo, ne? ja, Ja, se mi zdi, da v današnjem času res je tako, da so se te vloge tako obrnile, da dosti se zamenjali, dejansko niti ne vidiš več, čakaj, je to moška, je to ženska, je to en miks ali, v čem govorim tudi o odnosu. ja, Se pravi, če si rekel, da so moški po naravi, da lovijo, recimo, ja. ne, Ja. se pravi, od moški bi mogel biti tisti v odnosu, ke si zasluži oziroma pridobi Moški je steber, partnerico. on drži oporo. Ženska bi pa jaz rekel, kreira okrog njega. Tako. Moški postavi, ne vem, ogrodje hiše, Mhm. ženska pa da not energijo, ljubezen, rožice, dekorira. Kaj se pa zgodi, ko začne ženska loviti moškega? Ženska začne loviti moškega. A tako fizično misliš? Ne, na čustveni ravni. Se pravi, da zavzame njegovo vlogo dvorjenja ali pa da se preveč, Ja, razumem, da ženska lovi moškega, ja, namesto da bi, tako, kakor je tako, bilo v naravi, tako. pač veste tam, mi se pa pač trudimo. Ja. Ker tega je veliko opaziti. A je, dosti je tega, dosti je Zakaj je tega. do tega prišlo? Ja, ker nič ni recimo od nas. A, A veš, vi pa vseeno imate zavedanje, Mhm. da je treba nadaljevati. mhm. A veš, evolucijo. Vseeno to mogoče bolj čutite ke mi, ne. Mm. Pa če nas ni od nas, pa vi začnete, ampak to je spet, gremo malo v napačno smer. A je to družba do tega pripeljala ali? Vse. Družba, predvsem pa napačne informacije. Zato pač je res pomembno prave informacije, prepoznati, da jih potem uporabiti. Ker informacije pa neskončno in vsaka informacija lahko naredi nekaj dobrega, lahko povzroči bolezen, poškodbo, zastoj, neravnovesje, konflikt. Večina informacij na žalost je še vedno narejenih, da ustvarjajo konflikt. Pa strah med ljudi, a veš, že samo novice, če pogledaš. Ful, a veš, bolj pali strah, koliko je ta nekaj dobrega naredil pa pomagal. A veš, ne pali, to ni toliko gledal, a veš, ono, ko je pa strah, pizdarija, wow, ful ogledal, ful dobro, a veš, in pač Ja. vleče tja, ne, ker tako nastavljanje zaenkrat še tako, da je več tega, da je večjo moč ima strah kot Definitivno. ljubezen. Ampak, a veš, na nas je, da širimo svetlobo, veš, ker tudi majhna lučka se vidi v temi, a veš, in je dovolj. Res je. Ja. Tu imaš še te mlajše generacije, ke spremljajo influencerje oziroma TikToke, Ja, karkoli. ja. Da dejansko to, kar slišijo, verjamejo. Ja. A današnja generacija, se mi zdi, glavni izziv, da ne govorim o problemih, da ne bom napačno se programiral, neprizemljenost. Ja. Neprizemljenost čista. Čisto po domače povedano, se pravi, oni se ukvarjajo kaj na Kitajskem, na Japonskem, v Rusiji, povsod okrog, pa ful pametni, ful informacij, a ne zaveda se, da je zdaj on v tem trenutku, a veš, tu, da ima tu mogoče sošolko, sošolca, ne vem, prijatelja, pa se ne posveča njemu, ampak, a veš, nekje tam, Definitivno. Se pravi, sva prišla a veš, isto nazaj, ke sva ke začeli. veter piha, malo Ja. tja, malo tja, malo tja, pameten, ful informacij, a veš, tu si na tem mestu, deli na sebi, Definitivno. deli na odnosih z bližnjimi v tem trenutku in to je to. Kitajec bo delal tam, Japonec bo delal tam, Rus bo delal tam in pol za svet. Kaj boš ti vplival, a veš, ali pa kaj bo on vplival name. Saj na koncu, če sva že pri delu, pa koliko zapostavimo te odnose, lahko so tudi družinski Ja, ali partnerski. Zakaj sploh, se pravi, ta šola, ke se šolamo, pa da gremo v službo, pa dobimo službo, saj v bistvu to je vse namenjeno za družino, na koncu koncev. Ja. Če tako povzamemo, ampak v tistem času, ko smo mi delali na tem, da smo prišli do te službe, ko smo si jo močno želeli, je ta odnos že propadel. Vse delamo zato, da bomo nekoč zadovoljili družino, ampak družina oziroma odnosi so pa že vmes. ja. Jer ne, dosti ljudi te pozna, nekateri ne. V čem si ti poseben? A glede na to, kaj opažam, to je čisto moje subjektivno mnenje, da dejansko jaz
A veš, jaz nisem nič prišel sem pripravljen, a veš, ono zaprem oči in kaj pride, pride. Včasih neumno zbleknem, včasih je dejansko nekaj, z učenjem je vse bolj prava informacija, ne, ampak, da sem, kaj sem, včasih resen, včasih zabaven, včasih adijo, včasih se me ne da prenašati, ampak, na koncu se vrača k naravi. Še vedno k mrzli vodi, še vedno sem ji ful hvaležen, a veš, ono, ke te okej, a veš, ono, pač res je močen učitelj, zato ke je intenzivna, mrzla, led, a veš, ni ono božanje, a veš, pri psihoterapevtu, ja, saj je v redu, ja, še malo to se bo dotaknilo, aha, ti je preveč težko. A veš, voda, ona, a veš, a pa ne vem, še reka, pol te pa še nekam odnese, pa ne veš, stari, kako boš prišel ven, ali pa slap, ali pa ne vem, kaj še nevarno, ali pa valovi, pa te začne nekam odnašati, pa stari, a bom jaz zmogel priti sploh nazaj, a veš. To je pa ono, zdaj pa sem, a veš, zdaj pa nima več veze, kdo si, kaj si, zdaj se moram pa rešiti. In to te ono postavi ponižnega, a veš, tu sem, deli, spoštuj odnose, spoštuj, da lahko tukaj sediš na varnem, ke danes si, jutri te več ni. In, Močno. to je to, glej, se pravi mrzla voda, ekspedicije, Wolfpack Expedition, je bil ta wolfpack.si oziroma Wolfpack Expedition, kaj zdaj jaz govorim, neke tukaj spletne strani. To se mi zdi, to moško združevanje, zdaj smo bili nazadnje tam v Bovcu, a veš, neka koča tam, pol ure še moraš peš hoditi, a veš, ono, da prideš spodaj nje, vse ono, kurili smo ji vodo, vse a veš, ono, na primitiven starinski način zunaj, a veš, voda iz izvira, to je to, zakurili ogenj, a veš, vsak dan bili zunaj, se povezovali, si pomagali, in to je to, in to te spet malo osredini, a veš, moškega, pol pa, a veš, pol pa že malo počasi gledamo, a veš, kje pa mogoče ženski tabor, da bi mi se počasi ponoči, a veš, ampak prvo pa moški, znamo preživeti, znamo si, a veš, uloviti ali pa nabrati hrano, znamo si pomagati, zgradili smo si, a veš, neko bivališče, imamo neko zavetje, zdaj gremo pa ta pravi lov, veš, ne. Tako da to, no. Drugače pa, jaz pa na sploh preučujem vse, ampak spet, osnovne elemente, kaj dihaš pa kako dihaš, se pravi zrak, ne. Kaj piješ pa kako piješ, se pravi samo voda pa kakšna voda. Pol pa kaj ješ, kako se gibaš, kako se držiš. Pol sem pa večinoma že vse zajel, ne. Ampak vse potem sestavi, kdo si ti. Celostno, ne moreš samo ene stvari. Ampak spet na tej poti spoznavam, ta je ful dober glede, ne vem, prehrane, ta je ful dober glede gibanja, ta je res strokovnjak za vodo, ta je strokovnjak za to, veš, ne bom rekel, jaz sem pameten za vse. Saj pač nekaj malega vem, ampak, a veš, res, če se pa ta poglobil, pa res raziskal, hvala za informacijo, jo bom uporabil. Hvala tebi za informacijo, bom uporabil. On mi da neko X informacijo, takoj začutim, da ne pije vode, in hvala za tebi to informacijo in sam, a veš, ne rabim tega, ne. In, to je to. Ful je tehnologije tudi, ki nam lahko pomaga, a veš. Ni treba samo narava. Jaz pač združujem in naravo in tehnologijo, zakaj ne, če smo Da. v nekem moderni dobi, tako da in to se da narediti človeka, prvo opolnomočiti, pol pa mu dati, a veš, da izraža svoje potenciale, da ni samo preživetje, pa isto, da imaš res dobre odnose in da se potem kreira neki nov človeški rod, ki bo ljubil zemljo spet, če jo zdaj ne maramo. Jaz jo imam ful rad. Res. Jaz jo imam ful rad. Kako pa izkazuješ to ljubezen do narave? Zemlje. Tako da sem čim več v stiku z njo, da posadim kakšno drevo, kakšno rožo, čim več tega, se mi zdi v zadnjih letu, dveh, samo še rože kupujem, kako to veš, samo še rože kupujem res, ono, in sadim. Moj bog. Fak, ja, adijo. To je dobro, mislim, ne poznam veliko moških, ki kupujejo rože. Ja, in pol, a veš, Tako, in pol recimo ne šopek je posadim problem. drevesa in pol se mi vse zaraste, in pol grem na kolena, tja, in trgam plove, a veš, ono. Ampak to je terapija. Osvobajam, ono, in vkopljam in evo ga, pol še zalijam, a si tukaj, ko se poveže, evo zemlja, okej, še malo zraven, veš, kar travme si rešujem. Dejansko se da. Ja, pa saj to je terapija. To je ja. Terapija, veš, osvobajaš drevo, a veš, ono zadiha, ti zadihaš, a veš. To je to. Ven pojdi pa kopi, imaš si, a veš, ono, spraski, poližjo, če je treba, a veš, nasloni glavo na njo. In če imaš zavedanje, jo boš slišal. In te tako objame. In ti gre noter, in operira sinuse in je, to je, in si vidiš, kaj je to inteligenca.
kaj je to inteligenca. A veš, ne ono bele halje, bela smrt, a veš, ono, ki ti da to pa to tableto, da ti veš na občutu sebe pa zemlje, ki ti izgubiš stik z zemljo sabo. Definitivno. Jebi. Ampak vseeno hvaležen ful medicini, travmatologiji napredovala, a veš, rešite marsičesa. Ko pa da tableto, da ti več ne čutiš nečesa, kar bi mogel čutiti. Telo kliče, bolečina, boli, ti pa ne bom, a veš, stran se obračaš, ne, pet ja not. Zakaj boli, okej. Pol se šele začne zdravljenje, ker ti usmeriš pozornost tja, ke boli. V rane. Jaz bi rekla, da je to nek obliž na rano, ni pa celovito zdravljenje. Kje? Pač. Tako si rekla obliž, ja, da kao, da se ne vidi. Da. A ona raste spodaj. Da. Saj prav, kakor se kdo odloči. Res je. Ampak se mi zdi, da je tudi v današnjem času, ko imamo dostop do toliko informacij, sami odgovorni za to, kakšni smo. Sami smo odgovorni. Sam si odgovoren, a veš, jaz sem si dal timer recimo na te social network, 10 minut Facebook, 10 Instagram. A veš, in včasih jaz sem si, ne vem, vsak 3 dan imam nekako, sem si probal narediti rutino, da nekaj objavim. A veš, nekaj raziščem, ne vem, kako nekaj deluje in to napišem, objavim, dam na slikco. A veš, in mi žuna timer, you have 2 minutes, odej hitro objaviti, cak, nimam ni časa scrollati. A se držiš tega? Ja. In? To je ADHD, to povzroča ADHD. Scrolling. To. Ti, če gledaš, včasih si šel ven, si videl eno drevo, to pač, zdaj pa vidiš Japonska, Kitajska, vojna, to je samo scrollaš, milijoni informacij. In ti nisi več sposoben fokusirati se na eno stvar, nisi. Kaj šele na sebe? Če si skozi posod druge, a veš. Se pravi, če pravilno razumem, bi tvoj prvi nasvet bil omejitev telefona za zavedanje samega sebe. Ja, to je... Kaj bi rekel en moj Nizozemska, that's dangerous, my friend, very dangerous. A veš, prvo, ko vstaneš, čik, kava in telefon. Saj imajo že klinike, odvajanje odvisnosti od videoiger, telefonov. To je hujš, ka ne vem kaj, a veš, to so nevarne stvari. Da. In že zjutraj, a veš, ti si še sveš in te programira nekaj, kaj se nekje drugje dogaja. Ja. A ne vem, partner zraven tebe trpi, ne vem, otrok tvoj trpi, a veš, hoče pozornost, ti mu ne daš. Da. A ti gledaš v telefone. A ukvarjaš se s stvarmi, Ke v bistvu se sploh ne tiče. a veš, to so... Dobro so naštudirali, ne? A ne bomo se mi dali, a veš, ampak so dobro naštudirali. Ampak to je spet zavedanje, ne? Koliko imamo zavedanje tega, da sploh do tega pridemo. Zavedaš se, veš, scrollaš avtomatsko, si rečeš, malo bolj se počutiš, ja, koliko je to zanimivo, to je tudi ful zanimivo, tam ima tudi ful dobre, to, a veš, pa... Pa že 3 ure mimo, ne? Najbolj še vedno to, ali pa ful nasilja, pa pač... Zanima me, rekel si, da si pred tem, ko si se sploh začel zavedati, da nekaj s tabo ni v redu. Ja. Kaj te je sploh pripeljalo do tega? Saj to je že bilo vprašanje, ampak zanima me, v kakem stanju si bil pred tem. Jaz sem se istovetil z nečim, kar dejansko nisem jaz. A veš, jaz sem, ne vem, kupil to hišo pa postavil, zdaj ta stanovanje pa jaz to dajem, pa jaz sem, ne vem, direktor zdaj te firme, pa jaz sem zdaj vodja tega, pa jaz sem, a veš, vse, samo to, kar jaz dejansko nisem. Tako da pač istovetenje z nečim, kar dejansko ti nisi, a veš, in to je pač ego. To se mi zdi, da je ego. Istovetimo se z marsičim, ampak na dolgi rok začutiš, da telo ne deluje pravilno, ker če ti se istovetiš z nečim, kar ti nisi, na koncu telo ne deluje več tako, kot bi moralo in ti reče stop, večkrat, najprej potrka nežno, pa bolj močno, pa te res zdrma in pol pa na tebi. Ali boš šel, ne vem, zakril to, še z več zobližji, z več tableti, pa boš, ne vem, šel čisto v razne opijate in dejansko se začel drogirati, ne, ali boš pa uporabil medicino narave, pa inteligenco narave. Ampak mene zanima, kaj je tebi naredilo, da si se odločil za naravo. Zakaj se nisi odločil za tablete? Pa začutil sem tako, a veš. Greš mogoče do enega, greš do drugega, prepiš, se čutiš, a veš, ona tableta, dobro, ajde, mogoče nimam več takih temačnih misli, ampak za nekim je slabo, greš v naravo, a veš, ne vem, hodiš 2 uri, ne vem, greš v reko, čutiš, a veš, wow, nekaj se dogaja, ni lahko, ampak nekaj se dogaja in čutiš, da je prava stvar, tu not. S prehrano se že res ukvarjam, po mojem 15 let,
Ampak sem začel na napačnem koncu. Jaz sem začel s prehranskimi dodatki, namesto da bi uredil najprej osnovo. In zdaj je meni čisto preprosto, pač jem no label food, kolikor pač gre. Se pravi hrana, ki nima, a veš, onih kaj vse vsebuje, ampak pač to, kar se predela, to, kar zraste z zemlje, ali pa mogoče v zimskem času, ke manj raste, kaj se ulovi. Se pravi, jem in meso in vse ostalo. Poleti načeloma jaz niti ne jem mesa, ker toliko zraste iz zemlje, pa ne rabiš tega, a veš, toliko je sadja. No, daj, povej mi to, zakaj imamo mi v mislih, da brez mesa ne moremo. Zakaj? Imam samo pač v mislih. A je to odvisnost tudi? Pa je neka odvisnost, neko istovetenje, da pač če ti jedel meso, boš ful močen, ampak na žalost je pač, ko si enkrat malo bolj v zavedanju telesa, ti čutiš še vse te energije zraven. In če želiš malo več mogoče duhovno ali pa spiritualno rast, te takrat to ovira. Definitivno. Takrat to ovira. To se strinjam. Ne moreš ti zaznavati narave pa jesti mrtvo hrano, mislim, ubito hrano, a veš. Se pravi, zdaj S lahko, hormonov in vsega, ne. zdaj lahko potrjuješ še mogoče za tiste, ki so tako, da imajo probleme, no, mislim, ne probleme, kako bi rekla, da se sekirajo zato, kako jih drugi gledajo. Recimo govorim za moške, ker pač, če si moški, ješ meso. Ja. Ne, pač pol nisi moški, če ne ješ mesa. In ti so tako, ja, mislim, jaz se zavedam, da sem moški, recimo, ampak meso meni v tem kontekstu škoduje. Na neki način. Zato, ker jaz jem meso, sem moški, ker hočem ugoditi drugim. In zdaj pač jedel te travne bilke, pa a izgledam mogoče, da nisem moški, a razumeš, ona. Koliko je tiste, ki vidijo, ta pa je. A veš, moraš biti res postavljen, drugače te vrže ven, a veš. Prideš v restavracijo, imate kaj brez mesa, te ona gleda, a veš, ja, meso se je. Pol pa zdaj na tebi, a veš. A boš to znal argumentirati? Ne, dajte mi prosim to pa to pripraviti, če imate, če ne, ne vem. Spet smo pri zavedanju, Spet ne. ne omejuješ se, a veš, nič ni narobe, če na vsake toliko kaj mesa poješ, če pozimi ješ več mesa, ker dejansko ni sveže zelenjave, sadja. Meni se to ne zdi nič narobe. Če pa greš res na pot zavedanja, oziroma če si bolan, če je nekaj resno narobe s tabo, jaz bi te kradel stran meso. Stran, čista hrana, ka zraste, ne špricana, če hočeš, takrat se pač moramo sčistiti. In meso vseeno, Veš, kaj nekje sem brala, ne, da dejansko preko mesa dobimo tudi energijo živali. marsikaj dobimo, ja. Ne. Se pravi, če si sposoben ujeti, jej meso. A veš, ujeti, samo ujeti, se zahvaliti, razkosati. Kako? Da ga sam Veš, ubiješ, da se Ni to zahvališ. preprosto, Ja. ni to preprosta stvar. To je, marsikdo bi pol rekel stop. Se strinjam. Ni to preprosto, a veš, kupiti tam nekaj, pa zmleti pa vse, pa ne veš, pa zdaj pol tega nažirati. Ujam sam. Aha. Bi šel. Karmičen odnos, kako? A si se ga ti, ne, nisi se ga zavedal, ne? Jaz se ga nisem zavedal, ampak zdaj vem, da imam karmično partnerko. Kako si prišel do tega? Mislim, kako je to ugotovitev? To je pa zdaj bil karmičen odnos. Meni je nekdo drug to povedal, ampak pol sem pa tudi sam začel to zaznavati, Okej. a veš. In? Kakšne so te zaznave karmičnega odnosa? Kaj bi lahko povedal o tem? To je ful dela, ampak lahko ful zrasteš osebno. Ful zrasteš, ampak je pa skozi ono zrcalo. Vsi pač vzorci, vsi pač te tvoje napake, ki jih imamo, ti on takoj jih pokaže nazaj. Takoj. No, se pravi takoj, a veš. Prej, kot da bi bil pred ogledalom in bi... Takoj, in to je, ti misliš, da si že nekaj naredil, pa ti spet pokaže. Pa ti spet misliš, da si že nekaj, pa ti spet kole ti pokaže in je kar naporno, je ful dela. Ampak ozavestiš, če si pripravljen delati, ful delati, bruhati, svašta, ono, to je, gre s tebe ven, odvisno, koliko si narejen od prej, pa koliko imaš vzorcev. Se pravi, moraš telo prečistiti, da se rešiš tega. Kakšne travme se samo na ta način dejansko, a veš, ti jo moraš občutiti, ti moraš, zaznati, to je vzorec, ki mi ne služi, in to ti telo pove na ta način, da, to pa res za nič. Tudi pač bruhaš. A pa se spluvaš, a pa se izrigaš, a pa karkoli, to je čisto ono prvinsko naravno, a veš, ono, bože sačuvaj, a veš. Ampak je v karmičnem odnosu energija med dvema osebama močnejša? Jaz mislim, da pač v tem odnosu se lahko osebe ful izdelata drug drugega in potem, če to ostane,
Ker večkrat se gre pač to narazen, ne, ker zelo težko najti, je to lahko močna energija. Zelo Ja, močna in energija. kako se tega, mislim, to je sploh zavedanje, spet smo pri zavedanju, ne. Ja, Kako se tega sploh zaveš? Ker se mi zdi, da ljudje imamo tisto navezanost, a veš, in ko enkrat z nekom zrasteš, pol nadaljuješ z njim. Ali pa tudi ne, ampak ja. Lahko da gresta pol vsak svojo pot, lahko pa da skupaj nadaljuje nekako oba opolnomočena pa opolno ženstvena, a veš, in je to lahko lepo. Je pa vprašanje, lahko da imaš toliko tega, a veš, ke moraš prečistiti, da mogoče ne zmoreš v tem življenju. Tako da, da še nisi pripravljen, ne, na ja, ker je, saj pravim, koliko ti delaš, pa koliko tudi partner dela, ker potem ti začneš prepoznati svoje napačne vzorce pa vedenja v neki fazi, ke si pa že koliko toliko v zavedanju, pa začneš prepoznavati tudi njegove. Pol pa rečeš: to je pa tvoje, to pa več ni moje. Jaz se pa zdaj več ne bom sekiral pa tuhtal pa, a veš, porabljal brezpotrebno energijo, ker to je pa tvoj odziv. In ti povem, to je pa, ne vem, od tvojega fotra ali pa od, ne vem, od tega pa, a veš, ampak na njej je, da to občuti. Na njej je, da to ono začuti. To pa res ni okej, tega pa nočem več imeti. Jaz lahko samo jo usmerim, to sem zaznal, ona bo rekla: "Kaj je s tabo, kaj ti meni zdaj nekaj," a veš. Glej, to sem zaznal, to več ni moje in na meni je, da se več ne odzivam na to. A veš, to je zdaj tvoje. Jaz sem naredil, tokrat sem pa naredil recimo čisto okej, ti si se pa odzvala zaradi tega pa tega vzorca, ke, ne vem, ke ga imaš, predvidevam od tega, spet predvidevam, ni ziher, ampak recimo, ne. kaj, In pol na njej, da naredi, ne. kaj je tebi recimo ta karmičen odnos prinesel kot dopolnitev v svojem življenju? Pa tako zrastel sem, se mi zdi, ful, kot osebnost. A veš, prej ono pobritoglavec, ful nabildan, a veš, jaz sem spreman, jaz bom rinil skozi vsak zid, zdaj pa že lepo dolge lase, bolj v miru, več v ljubezni, v veselju. Prej so te roke velike, so dejansko škodovale, povzročale bolečino, zdaj sem pa terapiram, a veš, ona, pa odpravljam bolečino. To se mi zdi velik, razhod. Če pravilno razumem, bi lahko bil karmičen odnos neka preizkušnja v našem življenju, s katero moramo iti čez, da potem lahko zrastemo in imamo kvaliteten odnos, katerega iščemo. Lahko je preizkušnja, lahko je dolgotrajen odnos, lahko je vse. Se pravi, lahko tudi oseba, s katero imamo karmičen odnos, naš končni partner. Ja. Zanimivo. Samo je treba delati. Oba morata delati. Ampak večina jih odneha, ne? Odnehajo. Pol pa na tebe. A si never give up, ali v eni fazi raje rečeš: "Okej, do te točke sem prišel, hvala lepa, grem raje naprej, ke bo pač lažje." Ti si Lahko je vse. Ti si odnehal ali si nadaljeval? Jaz vztrajam. Kako dolgo že? Zajebanje, ampak vztrajam. A lahko vprašam, kako se kako odločim, dolgo? bom naredil. Zato, ker vem, koliko sem naredil že na sebi. Okej. In bom vztrajal, a veš, in je pač težje, ampak, a veš, to je to. Kako dolgo že vztrajaš? Vztrajam že 5, 6, 7 let, kaj jaz vem, a veš, ona. Vztrajam, pa smo se že stokrat, a veš, razšli. Ampak je lepše zdaj, lepše. In prihaja energija in prihaja svetloba in se počasi se bo poklopila. Je pa naporno, ja. Veš, ke se mi pojavi tukaj eno vprašanje, še tako mogoče za zaključek. Potem mi dejansko lažje zrastemo z nekom, ko pa sami. Sigurno, ja. Ker sami ne prepoznamo, svojih vzorcev. Nekdo drug nam pa lahko pokaže. In potem je vse zgrešeno, ker če poslušamo tako v sami filozofiji pa mistiki je vedno govora sam rasti, sam prehodi pot, sam se uči, te stvari, ne. Ma to je tako malo, a veš, ono, pojdi pa meditiraj tam v jami pa boš kao, da sem doživel razsvetljenje. Razsvetljenje je zdaj v tem trenutku, to je to. To je to. Nikamor ne rabiš bežati, se osamiti, iti v luknje in vedno je skupina to je najmočnejša energija. Pač ljubezen, hvaležnost, okej, to so ful močne energije. Ampak ke pa se skupina poveže, to pa dejansko potem, Ali pa samo dva, ne. a pa že dva. In to se dejansko potem, veš, ke ne vem, ke mi vsi usmerjamo, naš fokus, našo pozornost, da bi nekomu pomagali. Dejansko zdravimo. Mi zdravimo. A veš, dosti močneje kakor en sam. Čisto logično, čisto naravno. A veš, pleme se zbere v krogu in zdravi enega.
Da. Ker se ono spet ozdravi gor krog in pač zdravi enega drugega. Se pravi, imamo zgrešeno Sam ne predstavo moreš, s ne tem, ne, moreš ker, vse ker, sam. ja, Zato ker smo pa, ljudje, zato smo ljudje, da smo skupaj. To je partnerstvo. kako, lahkotnost, Če se da, da je vse lahkotno, lahkotnost, sprejemanje, pač danes si taka, jutri si taka, kaj če mi zdaj jaz. lahkotnost, Pa sprejemanje, delo na temu, da prije do svetlobe. okej, lahkotnost, sprejemanje in delo, ne? Imamo? Zdaj ga pa zapoj. A res, da ajo. Ta mi je težka. Da zapoj lahko, Da lahko, zdaj ne naprej vem, zapoj. mantro začantam. Aj lahko z mantro začneš? Jaz moram pet. To mi je pa kar, ja, to mi je pa challenge. A to moram zapet, te 3 besede. Ja, pa da ima noter še čustva. Dio si. 5, a? Saj, če ti je pretežko, lahko. Nič naredimo, si skupaj en globok vdih. Ajde, še vdihni, come on, še vdihni.